Pozdravljeni, danes bomo govorili o največjem snajperju vseh časov. Simo Häya je poznan kot najhujši snajper vseh časov. S svojo puško Musin Nagant M28 je pobil preko 505 ruskih vojakov v zimski vojni. S svojo brzostrelko Suomi K28 pa še dodatnih 200. Simo Häya je bil Finec, ki je živel blizu rusko-finske meje. Ukvarjal se predvsem z vzrejanjem jelenov, lovom in kmetijstvom. Pri 17 letih pa je odslužil vojaški rok. Finska vojska je kmalu ugotovila, da ima zelo dobre sposobnosti s streljanjem s puško in s smučanjem. Ampak ker je bil majhen, so ga uvrstili med ostrostrelce. Simo je res hitro streljal, v eni minuti je lahko zadel 20 tarč na razdalji 150 metrov. In to s puško repetirko, ki je imela v nabojniku le 5 nabojev. Leta 1939 med zimsko vojno, ko so Rusi napadli Finsko, je bilo Fincev 4-krat manj kot Rusov. Zato so ustvarili gverilsko taktiko. Hitri in nenadni napadi na rusko vojsko, da bi jih čim bolj onesposobili. 21. decembra je Simo Häya pobil največ Rusov v enem dnevu. In to kar 25. Sedel v snegu po več ur. Temperature so padale pod -40 stopinj. Jedel je sneg, da ga sapa ne bi izdala. Nikoli pa na puški ni uporabljal daljnogleda, saj bi ga bleščanje izdalo. Simo je nekoč dobil nalogo, naj ubije ruskega ostrostrelca, ki je ubil več vodij neke enote. Simo je na njega čakal cel dan v snegu na -40 stopinjah. Zaradi bleščanja je vedel, kje se sovražnik nahaja. Kasneje, ko je Rus vstal iz snega, da bi se vrnil v bazo, je že padel, saj ga je zadel šus bele smrti. Sovjeti so začeli bati Simota, zato so mu dali ime Bela smrt. Na njega so poslali cel bataljon snajperjev in cel bataljon artilerije, da bi ga ubili. Simo je ostal miren in čakal v položaju, da artilerija opravi svoje in da snajperji obupajo. 6. marca 1940 je Simo Häya bil premeščen na drugo fronto in že isti dan so mu ruski snajperji poslali šus v glavo iz puške PTRS-41. To je protitankovska puška, toda na srečo mu je metek poškodoval le čeljust in ga ni ubilo. Iz kome se je zbudil 13. marca 1940, na dan, ko je Finska predala ozemlje in podpisala mirovno pogodbo s Sovjetsko zvezo. Morda se komu zdi, da je 505 ubojev dokaj malo, če pa je svetovna vojna trajala 6 let. Toda Simo Häya je pobil 505 ljudi v samo 5 mesecih s snajperjem. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.